Dobrodošli nazaj. Naslednje povabilo pa je, da prisluhnemo in spoznamo nagrajence natečaja Partnerstva za zelena delovna mesta, dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti, ki je bil objavljen maja letos in se z današnjim dnevom zaključi. V teku tega tečaja pa smo iskali prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa. Seveda prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja, predvsem pa gre za napredne in uspešna partnerstva, ki so prav zahvaljujoč partnerstvu v aktivnostih le-te izpeljale bolj učinkovito, celovito, sistemsko in s trajnejšimi učinki. Ravno na lanski konferenci smo ugotovili, da so kompetence partnerstva, sodelovanja ene tistih, ki so najbolj bistvene za to, da praktično katerikoli projekt v današnji družbi uspe, sploh če gre za sistemske premike. Sam težko naredi kdorkoli karkoli velikega in prebojnega, skupaj pa lahko, in ravno na tem področju iščemo v Sloveniji tako dobre prakse kot kompetence, točke vzvodov, da krepimo res partnersko sodelovanje. In torej v roku smo dobili kar 18 zanimivih in raznolikih prijav, ki so tudi tukaj navedene na prezentaciji, in ocenjevalna skupina je imela kar zahtevno delo. Iz vseh teh 18 prijav so bile izbrane 3 prakse. Najboljša med njimi bo danes prejela praktično nagrado, in sicer zeleni team building na ekološki kmetiji s profesionalnim moderatorjem, ki ima za cilj še nadaljnjo krepitev partnerstva in še nadaljnjo ideacijo in porojevanje projektov. Tako da, najprej bomo spoznali 3 najboljše prakse, nato pa še nosilce v človeški podobi. Torej, koga je torej izbrala komisija in zakaj jih je izbrala? Najprej gre za projekt Nizko ogljičnost kot razvojna priložnost regije. In sicer ta projekt je prepričal predvsem s povezovanjem občin. Ob koordinaciji Posoškega razvojnega centra, z vključevanjem civilne družbe in strokovnih organizacij, je nastala za Slovenijo pilotna regionalna nizkoogljična razvojna strategija. Torej strategija, ki je povezala 3 občine, Zgornje Posočje, Idrijsko in Cerkljansko. In ta strategija temelji na razvojnem razumevanju naravnih virov v regiji, in ravno iz razumevanja naravnih virov je izšel celoten in celovit nabor trajnostnih priložnosti v kmetijstvu, turizmu, gospodarstvu, industriji in rabi energije. In ogledali si ga bomo kratek video, ki ga je naredil Studio 12, v katerem se bomo na kratek način seznanili s to dobro prakso. Podnebne spremembe predstavljajo največji civilizacijski izziv 21. stoletja. Slovenija je zaradi svojih geografskih značilnosti še posebej podnebno ranljiva. Po drugi strani pa je obdarjena z naravnim kapitalom, zaradi katerega je prehod v nizkoogljično družbo tudi pomembna razvojna priložnost in potencial za zelena delovna mesta. To je z razvojnim razumevanjem naravnih virov pokazal tudi evropski projekt Alpstar. Projekt Alpstar, ki smo ga prijavili na program Alpe, je bil izveden na območju 5 občin, Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija. Skupaj z nami, Posoškim razvojnim centrom, smo zasnovali partnerstvo za pripravo nizkoogljične strategije. Ta strategija je bila pripravljena pilotno v Sloveniji kot prva taka na regijskem nivoju, prav za ta namen pa smo oblikovali funkcionalno regijo, ker vemo, da regij v administrativnem pomenu v Sloveniji nimamo. Povezovanje vsebin med občinami je mogoče res najprej slišati težko, gre za te zgodovinske težave. Če pa pogledamo logično, določene teme je treba obdelovati skupaj. Vsaj mi pri našem delovanju stremimo k povezovanju, zaenkrat moram reči, da pri tem nimamo težav. Pri pripravi nizkoogljične strategije smo se odločili za klasičen pristop od spodaj navzgor, tako da je praktično vsak, ki je sodeloval, soavtor te strategije in s tem
tudi moralno čuti odgovornost za uresničevanje te strategije. Glede na to, da govorimo predvsem o naravnih virih, smo v sam proces povabili strukture, ki naravo tako na nek način upravljajo. To so društva kot nevladne organizacije, razna turistična društva, podeželska društva. Nenazadnje so bile tudi občine, seveda kot formalna struktura, pa čisto navadni posamezniki, entuzijasti, ki vsakodnevno skrbijo za to, da gredo stvari v pravo smer. Stvari, po katerih je ta naša pilotna regija poznana, so predvsem vezane na trajnostno rabo naravnih virov. Trajnostna raba pomeni majhne hidroelektrarne, ki sodijo v okolje, nimamo velikih objektov, pomeni turizem, pomeni plovbo po rekah, pomeni mogoče samo urejene piknik prostore, skratka majhne ukrepe, ki pa pomenijo sožitje človeka in narave. Eden izmed ključnih elementov pri motivaciji, ko se lotevamo take zgodbe, je, ali iščemo priložnost ali vidimo problem. Če se odločiš, da boš neko stvar izpeljal, potem v problemu iščeš priložnost. V nasprotnem primeru se ustaviš. In mislim, da je podjetniška miselnost že sama naravnana k temu, da je priložnost vedno na prvem mestu. V našem primeru je bila in tudi s tem dokumentom bomo vedno imeli zaslombo na priložnosti, ne na problemu. Mi smo se odzvali na nek tak poziv, da bi naša regija pokazala ostalim delom Slovenije, kako pa se lahko s nekim ciljem, tokrat nizkoogljičnosti, spravimo skupaj, povežemo in naredimo nekaj dobrega. In to vsaj zaenkrat nam je uspelo. V drugem projektu bomo spoznali kombinacijo ekološko pridelane, ročno nabrane, naravno posušene in ekološko pridelana, ročno nabrana, naravno posušena in pridelana zelišča nastopajo pod blagovno znamko Hiša zelišč. In sicer tukaj gre za učinkovit preplet lokalnih naravnih virov, tradicionalnih dejavnosti ter medgeneracijskega sodelovanja za vzpostavitev delovnih mest na podeželju. Posebne pozornosti ocenjevalne skupine je bilo deležno trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, ohranjanje višinskih travnikov in tenkočuten odvzem redkih rastlinskih vrst, ki kaže na to, da je Natura 2000 lahko tudi razvojna priložnost. Pri pridelavi in trženju zelišč ter spremljajočih turističnih in izobraževalnih dejavnostih je prišlo do povezovanja s preostalimi ponudniki v lokalnem okolju. Nastajajo produkti in storitve, ki se medsebojno dopolnjujejo in podpirajo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. In poglejmo si še kratek video o tej izbrani praksi. Na gorsko-višinskih kmetijah so možnosti za kmetovanje omejene. Mnoge od njih so na posebnih varstvenih območjih Natura 2000, kar jim nalaga posebno skrb za naravno okolje. V takem okolju se je rodila Hiša zelišč, ki poleg delovnih mest na kmetijah posredno podpira tudi razvoj turističnih zelenih delovnih mest pri lokalnih ponudnikih. Hiša zelišč je slovenska blagovna znamka zeliščnih izdelkov. Vzgajamo in predelujemo izdelke, zeliščne čaje, likerije, mazila. Poleg tega pa poskušamo vkomponirati v najin posel tudi storitve in izobraževanja v zvezi z zelišči s poudarkom na otrokih. Princip delovanja je specifičen, se pravi butična pridelava, zato mogoče tudi tukaj razprašena dejavnost, sonaravno kmetovanje v bistvu v smislu zeliščarstva, ohranjanje naravne dediščine in s tem tudi kulturne dediščine ter ustvarjanje novih zelenih delovnih mest. Tukaj smo medve doma, tukaj smo se rodile v Idrijskih Krnicah, medmorski višini 1000 metrov in tukaj se je nama že odvedno zdel en tak lep kraj. Tukaj se rastline odlično počutijo, imajo vse ogromno učinkovin in prav zato
so se odločile za ta kraj. Je pa tukaj bližnji Jelenk, se pravi ta hrib, ker je cirka kilometre oddaljen od najnih nasadov, pade pod območje Natura 2000. In smo si tudi pol pridobili dovoljenje strani Ministrstva za odvzem arnike iz narave. Se pravi, skrbiva, da se rastlinstvo ohranja, tako kot je bilo že desetletje nazaj. Ker če delujemo v skladu s tem, kar nam narava nudi, tudi te, recimo temu, birokratske ovire niso problem. Pač je treba najti nek kompromis med naravo pa med dejavnostjo. Medgeneracijsko sodelovanje je pri nama vidno predvsem pri tem, ko nama pomagajo vsi, celotna družina, od starih mam pa do ostalih sorodnikov. Pa kakovost življenja na podeželju se vsekakor dvigne, se pravi s tem, ko se ljudje med sabo družijo, debatirajo. Jaz svetujem, da vsak naj gre svojo pot, sledi tisti ideji in predvsem, da naj na poti vztraja, kljub 100 oviram, ki na pot pridejo, ampak z vztrajnostjo in z neko iskrenostjo pri delu je uspeh zagotovljen. Še tretji projekt, ki ga bomo danes spoznali, je projekt Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb. In sicer projekt, ki je vzpostavil učni laboratorij v realnem življenju. Gre za pomemben in aktualen projekt na področju povečanja energetske učinkovitosti, ki povezuje univerzitetno okolje in gospodarstvo. Praktična usmerjenost raziskovalne dejavnosti ter vključevanje študentov v interdisciplinarne time ustvarjata zelena delovna mesta, hkrati pa se krepijo kompetence mladih strokovnjakov, ki jih bodo v prihodnosti zasedli. Prispevek k varovanju okolja bo z optimizacijo porabe energije velik in trajen, širjenje dobre prakse po Sloveniji pa še kako pomembno. Gre torej za povezovanje znanja, proizvajalcev in izvajalcev. In ravno v tem povezovanju je ključna točka uspeha. Poglejmo kratek video še v tej dobri praksi. Stavbe so v Evropski uniji največji porabnik energije. Za njihovo ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo porabimo približno 40% celotne končne rabe energije. Povečanje energetske učinkovitosti je zato pomembna priložnost za zmanjševanje obremenitev okolja in znižanje stroškov. Energetska obnova stavb predstavlja tudi velik potencial za zelena delovna mesta. Povezovanje med strokovnjaki iz različnih področij je za njegovo uresničitev ključnega pomena. Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb je v bistvu mehanizem za pridobivanje novih znanj in kompetenc, prenos znanj med univerzo in med industrijskim okoljem. Učni laboratorij v realnem življenju je predvsem ta trojček, ki ga sestavljajo univerza, raziskovalci, mentori, študentje in pa realni sektor. In tukaj študent dobi mentorja iz dveh inštitucij, iz univerze, ki je njegov tradicionalni mentor, in pa mentorja iz realnega okolja, ki mu postavlja pa malo drugačne cilje, ki mu daje drugačne zahteve, ki ga spodbuja razmišljati o problemih na malo drugačen način. V zavezništvu nastopa 25 podjetij, 7 fakultet, na nekaterih stavbah je realizirana energetska obnova, konkretno filozofska fakulteta in pa ekonomska fakulteta. Tukaj bi predvsem izpostavil uvedbo energetskega informacijskega sistema, ki predstavlja nek krovno rešitev za obvladovanje energije v stavbah.
Sodelovanje je beseda, ki se zelo pogosto pojavlja in je zelo veliko govorimo, v praksi sodelovanja pa bistveno manj. Ideja našega zavezništva je pa ravno v tem, da univerzi damo jasno povratno informacijo o tem, kaj realni sektor pričakuje. Po drugi strani smo pa mi z znanjem, ki ga fakultete nedvomno imajo, lažje prišli do enih kakovostnih interdisciplinarnih rešitev, do nekih novih znanj, do sinergij. Če želiš nadpoprečno nagrado, če želiš biti nadpoprečno uspešen, potem moraš biti med vodilnimi. Če želiš biti med vodilnimi, moraš biti inovativen, moraš razmišljati proaktivno. Spoznali smo 3 primere dobre prakse, ki prihajajo z zelo različnih in zato navdihujočih področij in nam lahko dajo misliti, kaj vse je še možno narediti. In priznanja, ki jih bodo prejeli nosilci teh praks, pa bosta podelila Vida Ogorelec, direktorica Humanitere, in Matjaž Kek, sekretar Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ki ju vabim sem spredaj na oder brez odra. Kar tukaj je dovolj prostora, ja. Priznanja so uokvirjena v lesu slovenskih lip in v to podelitev s tem simbolično vključujemo gozdno lesno verigo kot eno od področij z največjim potencialom za zelena delovna mesta v Sloveniji. Torej, med 3 najboljše prakse se je uvrstil projekt Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije in v imenu partnerstva bo priznanje za projekt prevzel gospod Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra, ki ga vabimo, da prevzame priznanje. Hvala lepa. Prav tako med 3 najboljše projekte se je uvrstila Hiša zelišč in na oder vabimo ustanoviteljici Hiše zelišč Laro Lapajne-Golob in Ireno Kenda, da prevzameta priznanje. Sedaj pa na oder vabimo predstavnika glavnega nagrajenca natečaja Partnerstva za zelena delovna mesta, dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. To je projekt Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb. V imenu širokega interdisciplinarnega partnerstva bo nagrado za projekt Zavezništvo znanja prevzel gospod Saša Sokolič iz podjetja Metronik.
Zdaj pa vabimo vse nagrajence, da so še skupaj tukaj za skupno fotografijo. Če pridete kar bližje tjale k panoju na sredino, da vas bolje vidimo. In medtem, ko poteka fotografiranje, naj še enkrat omenim, da je nagrada za najboljšo prakso zeleni team building na ekološki kmetiji Lešnik iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu s profesionalnim moderatorjem in sicer paket za 10 sodelavcev nagrajenega projekta in da je ta nagrada priložnost, da se še bolj poveže projektne partnerje in jim pod vodstvom moderatorja omogoči strateški razmišljek, iz katerega bodo morda izšle nove prebojne ideje. Tako da še enkrat čestitke vsem skupaj in vas vabimo, da greste nazaj in delate.